Hej, tukaj je Sabina oziroma nekateri me poznate kot Mami na vrtu in danes ti bom pokazala, kako lahko pripraviš svoj balkonski vrt. Za pripravo svojega balkonskega vrta ne rabimo veliko stvari. Osnove so res enostavne. Recimo, če želiš vzgajati svoje sadike, jih lahko vzgajaš v takele posodice, ki jih dobiš tudi ob nakupu sadik. Se pravi, lahko sadike kupaš. Običajno so to v takih posodicah ali takih in te lončke potem lahko uporabiš še enkrat, ko vzgajaš svoje sadike. Jaz to vsem priporočam, zato ker vzgajanje svojih sadik za balkonski vrt je res enostavno in ne vzame veliko prostora. Medtem, ko lahko uporabiš tudi druge stvari. Recimo, tukaj imam jaz lubenico. Lubenico ali pa katerokoli drugo sadiko lahko vzgojiš tudi v lončkih od jogurtov, pudingov, raznih ostalih posodic, ampak nujno je, da jim v spodi naredite eno tako lukenco, zato ker mora voda iti ven, zato da sadika ne bo zgnila. Poleg posodic, ki jih uporabljamo za vzgojo svojih sadik, je priporočljivo imeti kakšne svoje posode za presajanje. Recimo, lahko so to večje posode, kot je tale tukaj zadaj. Tukaj jaz recimo rada vzgajam baziliko, peteršilj, zato da imam tega čim več. Hkrati to super uspeva na balkonu. Lahko imaš pa tudi manjše posodice, ki jih lahko poljubno obesiš, recimo na ograjo, ali pa jih pač preprosto daš v lončke in jih postaviš recimo v kuhinjo, kasneje, ko že zraste, oziroma postaviš na ograjo ali pa na tla. Tudi več posodic, lončkov vedno najdeš v trgovinah, jaz se pa najraje znajdem na ta način, da uporabim karkoli pač imam doma. Za balkonski vrt ne rabimo ogromno orodja. Že dovolj bo kakšna takale lopatka, jaz imam vedno najraje kakšne kovinske ali pa lesene, čim manj plastičnih, ker kovinske dlje zdržijo, hkrati jih lahko uporabljajo tudi otroci in so pač bolj prijazne okolju. Poročljivo je imeti tudi nekaj za zalivati. Lahko je to zalivalka, lahko je pa to steklenica, ki jo imamo odprej in jo uporabimo za zalivanje svojih rastlin na balkonu. Na balkonu lahko vzgajaš ogromno enih stvari. Jaz imam recimo tukaj jagode, peteršilj, baziliko, še česen lahko posadiš. Recimo tisti česen, ki bi ga zavrgli, ker je pač presuh, ga jaz dam v zemljo in potem začne rasti pač nov česen. Kar je odlično, da uporabimo nekaj, kar bi načeloma zavrgli, ampak iz tega zraste nekaj novega. Enako lahko narediš s korenjem. Jaz ti bom pokazala, kako lahko iz tazga korenja, ki sem ga obrezala, se pravi, tole bi normalno zavrgli, ampak jaz bom dala v zemljo in potem bo začel korenje naprej rasti. Poleg korenja ti bom danes pokazala tudi, kako posadim paradižnik. In k paradižniku odlično paše bazilika. Tako da, če imaš večji lonc, lahko vanj posadiš paradižnik in potem zraven še baziliko. Lahko imaš pa tudi druga zelišča na balkonu. Ogromno je enih zelišč, lahko nekateri imajo celo buče, kumare, krompir, v glavnem res, kar si zamisliš, poskus in ni dvoma, da ti ne bi uspel. Mi imamo na balkonu tudi razne posebne stvari. Recimo tole je za mano čirimoja, ki sva jo Simono pripeljala s Peruja. Je zraslo res eno ogromno drevo, na katerem običajno raste tako zanimivo sadje. Ampak ne vem, če bo tukaj uspel glede na naše podnebne razmere, tako da bomo videli, no. Zdaj tale čirimoja stara že 2 leti pa pol, tako da bomo poskusili, pa te pač obveščam, kako bo. Če delate na vrtu, je fajn, da imate neko zaščito, se pravi, kamor bo zemlja padla. Sploh, če imate kakšne sosede spodaj, ne želite, da jim zemlja pade direkt na balkon, ker se bojo vsi pritoževali. Tako da jaz uporabljam nekaj tazga. Tole imamo že nekaj let pri nas v hiši in sicer dam to samo na tla, zato da potem lahko normalno oziroma pač bolj enostavno presajam paradižnike ali pa druge sadike. Če želiš vzgajati bučke, paradižnike, kumare, paprike, jajčevce ali pa karkoli rab več energije, se pravi več gnojila, moraš dodati gnojilo. Ne bo pač neka zemlja dovolj. Tako da jaz kupujem kar gnoj in sicer nekaj ga kupujem na rinfuzo, nekaj pa v vrečah. Če te več zanima, mi lahko napišeš spodaj, pa ti odgovorim, kje vse to dobim. Drugače pa, tukaj si pripravim gnoj, zato ker na balkonu imaš običajno malo prostora in ne moreš se ga naenkrat delati, tako da si priprav. Nekje imej zemljo, nekje imej posodo, nekje imej gnoj. In potem recimo od lanskega leta jaz vzamem posodo, kjer imam noter, se pravi, staro zemljo in seveda še nekaj gnoja ostalo, ampak to je pač premalo za letos in potem to zmešam z gnojem.
Če živiš v bloku ali pa tudi če ne in ne želiš, da voda pač teče dol, je res priporočljivo, da uporabljaš take podstavke, ker tukaj se bo voda zadržala in ne bo pač padala sosedu direkt na glavo. Prva stvar je, da jaz zmešam teli dve stvari in sicer najprej bom umaknila tole staro zemljo od lan in jo bom pretresla tlele noter. Pomembno, da damo na dno pač gnoj, zato ker korenine grejo dol in pač bojo iskali neko energijo in mi želimo, da grejo dol in se pač res zaraste povsod, ne da bojo samo po vrhu in pač čakajo, da jih bomo zalili. Se pravi, kar naložiš, mogoče je boljše, da je več gnoja kot premalo. Jaz pa še vsem predlagam, da potem tudi recimo kakšne koprive namakaš v vodi in jih uporabljaš za gnojilo. Drugače obstajajo tudi druga gnojila, res paradižniki so kar dosti zahtevni, tako da se pozanimi, no, kaj vse rabiš. Če pa želiš več informacij v video obliki, pa poglej na YouTube video, ki sem ga že naredila o vzgoji paradižnika, no, tako da bom vse dol linkala, da pač najdeš čim več informacij. Zdaj pa lahko dodamo tisto zemljo, ki je bila od lani, ker pač v bistvu je še vse fajn. Jaz sem imela še jajčne lupine tukaj noter, tako da tukaj v bistvu lahko vse dodamo. Jaz uporabljam tudi kar dosti teh organskih odpadkov na vrtu, jih kompostiram in pač to uporabljam. Tako da v bistvu to je ta zemlja oziroma kompost, ki jo zmešam z gnojem, zato da ima pač čim več hranil. Tako da tole dodamo. Res včasih lahko rata tlele malo bolj mesi, zato je fajn imeti neko podlogo. Lahko pa pač na koncu sam pometeš, saj ni taka stvar. Želim saditi paradižnika direktno na gnoj, ker pač to lahko koreninam res povzroči več škode kot koristi, pač požge jih. Tako da v bistvu dam še malo te zemlje, potem pa vzamem sadiko paradižnika. Res hvaležni so češnjevci, zato ker se zelo razrastejo in lahko jih imaš za malico, otroci jih obožujejo, tako da jaz priporočam, da imaš na balkonu vsaj en češnjevc. Dodajaš toliko časa zemljo, da bo res trdno stal, da jaz kar napolnim. Včasih še kasneje malo dodam, odvisno, koliko se ta zemlja pač posede. Dejstvo je, da potem, ko zalivamo, gre pač zemlja dol. Če nimaš zemlje odprej, tako kot jaz, lahko dodaš kupljeno zemljo še gnoju, lahko dodaš še kakšno zemljo s krtin, ali pa če imaš kompost, je najboljše to, kar pač dodaš noter. Snik je zdaj že kar stabilen, ampak jaz ga raj malo bolj zapolnim, zato da ne bo pač padel dol takoj, ko dole neham. Ampak jaz raj več zadelam, zato da ne bo pač takoj padel dol, ko bom zalila. Paradižnik bo kasneje rabil oporo, tako da imej v mislih, da pač prineseš neko palico, lahko je to veja, zato da bo lahko pač rastel v opori in ga bo treba privezati. Jaz najraje uporabim kakšne vrvice, lahko pa pač karkoli dejansko uporabiš, tudi smajce, če jih pač narežeš na trakce in potem uporabiš, da pač privežeš paradižnik vmes, ko raste, na to palico. Pa posadila še baziliko in sicer previdno vzameš ven, zato da se ne poškoduje lonček, da ga lahko še kasneje uporabiš. Grebemo noter, čim globje, zato da bo imela tudi bazilika čim več prostora, da bo naredila korenine. Evo, in to je to. Zdaj lahko posadiš tudi kakšen korenček, takole, ki ga pač imaš iz kuhne. Jaz sem ga recimo takole kar obrezala in ga bom tlele posadila, takole malo bolj pri vrhu, da vidim, da je pač tukaj, da ne bom pozabila nanj. In počakaš, da bo zrastel. Tudi na ta način lahko tudi recimo vzgojiš krompir ali pa kaj takega. Sam pač seveda v ločeni posodi. Ne pozabiti zalivati, ker paradižnik rabi kar nekaj vode in v posodah še hitreje voda izhlapeva. Tako da je treba biti kar pozoren na to, da pač dovolj zalivamo. Na balkonu lahko vzgojiš tudi svoje jagode in zadeva je res enostavna. Recimo, če imaš kakšne take posode, jih lahko uporabiš recimo
tudi take posode, pač karkoli dejansko imaš doma ali pa imajo tvoji starši. Da jaz vzamem takole jagodo, jo vzamem previdno ven iz tega lončka, da lahko lonček še večkrat uporabim in ga dam pač takole noter v korito. Treba kar globoko posaditi, zato da se ne bojo posušile. Lahko dodaš tudi česen, se pravi, če se ti kdaj kakšen česen posuši, ga brez skrbi daš lahko noter. Jaz bom dala danes še en korenček, da malo vidim, koliko bo tole zrastel. Korito je sicer malo premalo globoko, ampak mogoče bo pa vseeno ratal. Če želiš, imaš lahko na balkonskem vrtu ogromno enih začimb, recimo tudi timijan. Timijan je res vsestranski, tako da jaz ga bom posadila kar tukaj zraven v posodo in pač upam, da se bo čim bolj razrastel. In to lahko daš na ograjo oziroma na tla, kamor želiš. Začimba, ki jo imamo mi zelo radi, je majaron. In sicer majaron je res fajn, ker ga pač lahko uporabljaš pri ogromno jedeh, tako da jaz ga bom posadila kar na balkon, zato da je pač pri roki. Za danes vse. Če ti je bil video všeč, ne pozabi lajkati. Drugače pa lahko pogledaš špansko verzijo tega videa, in sicer na YouTube kanalu od Dori Dori. Bom linkala spodaj, tako da ga čim prej najdeš. Imej čudovit dan, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi ga lahko seveda napišeš spodaj. Lahko se tudi pridružiš e-vrtnarjenju, se pravi, to je brezplačno izobraževanje o vrtnarjenju na balkonu in na vrtu. Drugače pa uživaj, pa čim več botozun, pa čim več prteli svoje zelenjave in sadja. Čau!